Lepo vas vse pozdravljam, dragi gledalci televizije Exodus. Z vami sem, da premišljujem v tem pripravi na adventni čas. In danes bo premišljevanje o tem, Bog nas išče in nam je blizu po utripu srca. Najprej vas povabim, da se zavemo še ene telesne dejavnosti, ki jo tudi pogosto spregledamo. To je utrip srca. Ustavimo se vsaj za 20 sekund in se zavemo tega dragocenega utripa srca. Če ne čutimo utripa, si lahko pomagamo tako, da ga poiščemo v zapestju ali pa v vratni žili. Srce utripa, nenehno utripa. Naš najdragocenejši notranji organ je srce. To nenehno bije, že od vsega začetka, že od 2. meseca po spočetju, in tako je bilo do sedaj in bo vse do smrti. Če predpostavimo, da srce udari 60krat na minuto, pomeni, da v eni uri udari 360krat. Enem dnevu 86.000krat, v času enega meseca 2.592.000krat. V 70-letnem človeku pravijo, da udari že debelo nad 2 milijardi. Brez prestanka, brez počitka, kar naprej bije. Skoraj vsaki sekundi srce iztisne iz sebe kri, ki se razlije po celem organizmu. Da bi ga lahko poživila, ga obogatila s kisikom in vsemi substancami potrebnimi za življenje. Nenehno bije in nikoli ne neha s svojim delom, pravi čudež. Pomislimo danes na tega nevidnega, anonimnega prijatelja, kateremu smo lahko hvaležni za svoje življenje. Prijatelja, srce, ki nenehno dela za nas, zastonj. Srce je zato zelo lepa, dobra podoba Boga Očeta. On je v nas, čeprav se ga pogosto ne zavedamo. Tako kot srca ne. Neviden, diskreten, skromen. Oče daje impuls za nas. V vsakem trenutku zliva, rojeva iz sebe svojega sina. Vedno znova, večno ga rojeva, ga podarja. S tem daje sebe v celoti, ničesar ne zadržuje zase, ampak vse izroča sinu, vso svojo naravo, božansko, vse. Vse moje je tvoje in kar je tvoje je moje. To se globoko zaveda Jezus Kristus. Kri gre vedno znova do vseh delov telesa. Nobene celice ne izpusti, ampak prodira vanje, da bi tam tako rekoč umrla. To pomeni, da daje vse, kar ima, kisik, poživljajoče substance, mineralne soli. Daje, ne da bi karkoli zadržala zase, saj ve, da je poklicana delovati v Kristusovem duhu, ki pravi, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Kri je podoba sina, Jezusa Kristusa. On prihaja iz očetovega naročja, da bi šel do vsakega človeka in v njem ponovil to, kar se je zgodilo nekoč na veliki petek, da bi se z vsem izročil nam in v njem umrl, da bi imel življenje. Kot umirajoči nam Jezus Kristus govori, tudi po naši krvi. To je moja kri, ki se preliva za vas. Podobno kot se osiromašena, mrtva, deoksidizirana kri znova vrne v srce, do mesta, odkoder je šla, tako se tudi mrtvi sin Jezus Kristus vrne v očetovo naročje. Ta pa ga izroči Svetemu Duhu, da bi vam ponovno vdihnil življenje. Podobno srce potisne mrtvo kri v pljuča
da bi ponovno oživila to kri. Preko pljuč se kri napolni s kisikom, ki da znova življenje. Pljuča so podoba Svetega Duha, ki je vel nad vodami. Stvarnik ga je dihnil človeka ob starjenju, Jezus ga je izdihnil na križu in ga dihnil kot stali v svoje učence. Na binkošti pa je bil razvit na vso cerkev. Ob svetem krstu in birmi smo ga bili tudi mi deležni. Ko se stali Kristus vrne k očetu, da ga znova pošilja, da nam prinaša življenje polnosti, tako se oživljena kri vrne v srce, ta pa je znova pošlje do celic, da bi jih poživljala in dajala vse, kar potrebuje. In to se dogaja brez premora vse življenje. Ko molitvi zremo, kontempliramo to nehno dogajanje v nas, vedno bolj zaznavamo, kako Jezus Kristus nas brez prestanka živi, umira, vstaja od mrtvih. Ko spimo, ko delamo, ko počivamo, molimo, smo pri sveti maši, če to vemo ali ne, če se tega zavedamo ali ne. Tako daje Oče tudi svojemu soncu, da vedno znova vzhaja nad vsakim človekom, pa se tega zavedamo ali ne. Dopustimo, da nas ta podoba duhovne resničnosti, ki se neprenehno udejanja v nas, prevzame, gane, prebudi hvaležnost. Dopustimo, da se v nas po njej dotakne živi trojedini Bog, ki želi biti naše središče, naše vse. Naš način gledanja na sebe, druge, svet in njega, ter naš način življenja in delovanja. Vzemimo si jutri vsaj 15 minut za molitev ozaveščanja, kako smo obdarovani z bitjem srca, z srcem, z željo, da bi globje zaznali to resnično dogajanje v nas, ki ponazarja neizmerno Božjo ljubezen do nas, ki je tako pogosto spregledamo, kot tudi utrip našega srca. Najdimo miren prostor, usedimo se, naredimo počasi znamenje križa in izpovejmo vero v navzočnost Očeta in Sina in Svetega Duha v nas in okoli nas in vsem svetu. Mirno in potrpežljivo prisluškujmo srcu v svoji notranjosti v prsnem košu. Če ne čutimo utripa, kot sem že rekel, lahko v zapestju začutimo ali ob vratu. Če izgubimo ta občutek utripa, ga znova poiščimo na kakem drugem primernem mestu in nadaljujmo molitvi. Ostajajmo v tem zavedanju in zaznavajmo srčni utrip. Če nam je pomoč, lahko tudi v ritmu bitja govorimo: vsak utrip je tvoj dar. Te naše besede namreč izražajo, kar se dejansko dogaja. Vsak utrip je dar. Skozi naše srce se po njem pretaka Očetov dar Jezus Kristus, ki ga ponazarja kri, kot smo govorili, v vse naše bitje, ki od vsega tega utripa živi tudi zdaj, ta trenutek. Izkusno doživljamo, da smo živi, kajti srce bije za nas. Vsak utrip je tvoj dar. Ob zavedanju srčnega utripa lahko vedno bolj zaznavamo Očeta, iz katerega vse živi. V srcu, ki bije, lahko tudi slišimo Jezusa Kristusa, ki pravi, kako beremo v knjigi Razodetja: stojim pri vratih in trkam. Če dosliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Da, Jezus trka in bo trkal, dokler mu ne odpremo. Pušča nam svobodo, je v nas, pa vendar želi, da ga vedno znova svobodno sprejmemo v veri, v zaupanju. Zato bo trkal, dokler mu ne bomo dopustili, da je z nami, da je naše središče, naše življenje. Po 15 minutah lahko zaključimo molitev. Zahvalimo se Bogu Očetu po Kristusu Svetem Duhu,
za to, kar nam je bilo dano doživeti. Proslavimo njega in ga počastimo, potem tudi s kratko najkrajšo molitvijo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu in se počasi s hvaležnostjo pokrižamo. Dopustimo, da nam naša molitev ob srcu in njegovem srčnem utripu pomaga, da se bomo pustili najti Bogu, ki nas išče, da nas najde tudi potem, da nam pokaže, kako zelo smo ljubljeni. Želim vam, da bi vedno znova okušali to obdarovanost z Božjo ljubeznijo preko vsakega utripa srca, da bi zaznavali, kako vam je blizu, kako želi biti z vami, kako je nežen, skrben in kako bi želel narediti vse, da bi lahko živeli polnosti svoje življenje. Blagoslavljam vam in vam želim lep večer.